Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Kot sem povedal v napovedniku, z menoj krasen izjemen gost, Klemen Selakovič. Pozdravljen. Zdrav, Dejan. Hvala za povabilo. Z veseljem. Ja. Ravno kar si se vrnil, za enega daljšega dopusta, Tajska, ne? Ja. Kako je bilo? No, dopusta. Mi smo sicer delali, 2 meseca smo bili na Tajskem, na enem otoku Kopangan, ki se vračamo vsako leto. To je tak spiritualen otok, kako bi rekel, Veliko jogistk, jogijev tam dela jogo, različne stvari počnejo, tako da je ena taka fajn stvar, ki se odmakneš iz tukaj v nek čist nov svet in tako da je bilo zelo fajn. Si užival? Ja, sem tukaj tudi užival. Super, ja. Kot sem povedal v napovedniku, Ideja podcast, najbolj poslušan po iTunes lestvici, 1,5 milijona ogledov že, tako da kar lep rezultat. Ja, neverjetno. Ja, res neverjetno. Kako si to začel? Kaj je bila tista želja, inspiracija oziroma motivacija, namera? Ja, v bistvu filozofija me je začela ful privlačiti. Začel sem se spraševati, kaj je to dobro življenje ali pa kakšne so nekako sestavine dobrega življenja. In o tem smo tudi z prijatelji debatirali. Potem sem si neke mentore probal poiskati, starejše ljudi, spraševati o tem, o njihovih izkušnjah. In potem je enkrat padla ideja, zakaj pa ne bi te pogovore snemal. Se pravi, pogovore, ki jih imam s prijatelji, ki raziskujemo življenje, probavamo različne stvari. In pa pogovore s svojimi mentorji oziroma z ljudmi, ki jih zelo spoštujem. To bi bilo uporabno snemati. Tako da je bilo čisto spontano, sem vzel svoj telefon, neke zelo poceni mikrofone, nek improviziran prostor in posnel prvo epizodo s prijateljem, ki je bila zelo dobro sprejeta in s časoma sem pol videl, da bi bilo dobro to nadaljevati in sem vesel, da sem začel in nadaljeval. Tako da vedno rečem, da ta projekt nekako sam deluje, jaz se moram samo malo odmakniti stran in se stvar zgodi. Tako da tekom let je pa najdu neke poslušalce, neke ljudi, ki so se poistovetili s temi tematikami in raste ta skupnost, tako da je zelo lepo to videti. Lepo, vse določene goste sva imela oba, tudi enake. Skupne, ja. Tako da... Mala država. Mala, ja. Malo zmanjka ljudi, bova rekla takih. Ampak ti jih kar zbrskaš, kar najdeš. Ja. Sorte, torej, tematike v bistvu neortodoksne, o zavesti, o tehnologiji, o prihodnosti, razvoju človeštva, o drogah, vplivu teh, recimo, tudi raznih substanc. Kaj te zdaj, recimo, najbolj privlači, oziroma katere tematike so ti bile tako, mogoče, ali pa gosti najbolj zanimivi? Ja, jaz vedno rečem, da je te tematike ali pa epizode so nekako potopisno, ali pa bi rekel, to je v bistvu nek dnevnik mojega potovanja čez to življenje, tako da se tematike menjajo. Zanimalo me je, vsaka tematika, ki je bila na podcastu, me je neko obdobje izredno zanimala in sem bil zelo potopljen v njo, v raziskovanje tega. Zdaj, zadnje čase lahko rečem, da me bolj politični sistem zanima, pa monetarna politika. Tukaj pač pademo na področje nekega monetarnega sistema, ki ga imamo, in zraven pride alternativni sistemi, kot je na primer Bitcoin pa blockchain tehnologija. Tako da v tem sem trenutno noter. Je pa tukaj vedno ta zimzelena tematika meditacije in raziskovanja zavesti, iz različnih zornih kotov. Tako da, ja, to bi rekel, da je trenutno nekako okupira moj um. Torej, tudi sam si mogoče poskusil določene substance, kakšna doživetja mogoče si doživel, mogoče nam lahko zaupaš? Koliko časa imamo? Ja, dobre pol ure. Ja, v bistvu, tako bom rekel, da jaz sem imel vedno nekak strah do kakršnih koli substanc, ki bi spreminjale zavest. In ko sem za nazaj gledal, sem videl, da je to zaradi tega, ker sem bil vzgajan v taki kulturi, kjer so ene stvari prepovedane. In ko so stvari prepovedane, si pač nekako rečeš, ja, verjetno je to zelo slabo in tam pustiš stvar. Ko sem pa začel stvari sam raziskovati, se pravi, da sem malo
spustil svoja pretekla prepričanja, ki sem jih itak dobil iz družbe. Pa stvar probo me je totalno osupla. Mislim, prva izkušnja je bila z psilocibinom, gobami, a ne. In vem, ker sem prišel ven iz te izkušnje, da nisem mogel verjeti, da taka stvar raste naravno na tleh in da moj stik z njo, ne, oralno, sproži v bistvu tako spremembo zavesti, ne bom rekel širjenje, ne, čeprav jaz sem takrat to doživel kot zelo širšo zavest, ki je nisem nikoli v življenju prej doživel. Ne. In če sem bil jaz prej zelo materialno usmerjen, zelo racionalno usmerjen, mi je tista izkušnja pokazala, da sem nekaj drugega, kot sem mislil, da sem, in da vem mnogo manj, kot sem mislil, da vem. Ne. Da v bistvu nič ne vem skoraj. Ne. In ta izkušnja, bi jaz rekel, me je pač začela, me je pelala po tej, lahko rečemo, zdaj se temu reče duhovna pot, ne. Ampak to je bil res začetek. Ne. In vedno rečem, ali pa dam prispodobo, ker ljudje so malo skeptični do tega, pa rečejo, da to ni dobro, ker je bližnjica, ne, do nečesa, ampak ni bližnjica, po moji oceni, ampak je mogoče samo boljša prispodoba je nek daljnogled ali pa teleskop, ker ti pokaže neko smer, ampak še vedno je treba prehoditi to pot. To je v bistvu samo neko orodje, čez katerega pogledaš, potem pa nehaš gledati čez njega. Pa treba hoditi, ne? Pa je pa treba hoditi v vsakdanjem življenju, ne? Tako kot ostali ljudje. Ne? Tako kot nek znanstvenik, ki raziskuje celice, ni celo življenje zalepljeno na mikroskopu. Ne? On pogleda v mikroskopu pa raziskuje naprej. Ne? In jaz mislim, da so ta orodja v tem kontekstu zelo, zelo, zelo uporabna za nekatere ljudi. Ne pa za vse. Tako da. Ja, točno to. Ne. Ni vsak človek za mogoče vsako stvar. Ne, če ga stvar pokliče in veliko ljudi kliče trenutno, se dogaja neka renesansa na tem področju, na področju psihedelikov. In zanimivo je bo videti, kam bo to šlo, pa če ne bomo delali istih napak, kot smo jih v 60-ih, ko se je vse šlo v ekstrem, ljudje so to zlorabljali. Ja, to je problem. Ne? Ja. In potem se je vse prepovedali, tudi raziskave so se ustavile, tako da to sigurno ni bilo dobro. Sem imel tudi na zadnje, ko smo snemali Adriana, Adrian Kezele, tudi si ga sam gostil, je rekel, da vse te stvari v bistvu so spremenjeno stanje zavesti, ne pa više stanje zavesti, da je to treba ful ločiti. Ja, se ful strinjam. Ja, torej više stanje je čist nekaj drugega. To je pa spremenjeno, ti odpre neko pot, ti pač pokaže nekaj, ampak še vedno moraš pa ti delati na sebi potem, step by step procesa, osvobajanja vzorcev, ujetosti, stališč, konceptov, vsega, kar smo mi ponotranili, kot neko bitje tukaj, na tej zemlji. Dobro si to povedal, super, se strinjam. Tako da je pač vse proces, je treba to sprejeti. Ne moreš biti izven procesa. Ja, in življenje je proces, mislim, da je že John Lennon je to rekel, life is a process. Ja, se strinjam. In to je bil moj proces. Nikakor pa ne pravim, da je to najboljši proces za vsakega, če smo glih na tem. Ampak treba biti malo odprt. Tukaj smo glede teh stvari izredno zaprti. Vse damo v kategorizacijo drog, ampak so ene stvari noter, ki so totalno različne, tudi po toksičnosti, po škodljivosti, po uporabnosti. Ene stvari so totalno neuporabne, recimo cigareti, tobak. Alkohol je uporaben za razkuževanje rana, ampak zlorablja se ga izredno, oralno. Pa imamo pa neke substance, ki so izredno koristne, ampak so v isti kategoriji kot neke zelo škodljive droge. In jaz mislim, da je to napaka, da bi mogli zelo bolj pragmatično pogledati vsako stvar posebej, pa tudi v vsakem kontekstu posebej. Če ti to uporabljaš za to, da bežiš od sebe, od življenja, boš plačal za to. Če pa to z nekim namenom, z neko ljubeznijo, z nekim, tudi radovednosti ljubezen do življenja, raziskuješ svojo zavest, jaz mislim, da lahko zelo veliko uporabnih stvari potegneš ven in si mogoče boljši človek zaradi tega. Imaš nekako poglobljeno zavedanje, drugače vidiš svet, sebe, ljudi, mogoče bolj sočutno tudi
pristopaš potem. Ne? Mogoče celo bi jaz rekel, da manj sebe vidiš, ne? Ali pa lažje izstopiš en korak stran in vidiš, da nisi center vesolja, oziroma to vprašanje, kdo sploh si, je treba dati dostikrat pod vprašanje, se spraševati o tem. In te stvari ti to zelo direktno in zelo jasno lahko pokažejo. Ja, zelo direktno. Torej, tvoja izkušnja je bila kakšna v bistvu? Moja izkušnja je bila težka, ampak je bila izredno potrebna. V bistvu bi tako rekel, da vse strahovi ali pa vse travme ali pa vse tisto, kar me bremza v življenju, je samo šlo na glasnost se je povečala. Ne? In sem lahko v zelo kratkem času videl, kaj jaz sebi delam in drugim posledično. Ne? Ker če človek ni sam sabo v redu, bo začel biti zagrenjen proti zunanjosti. Ne? In v zunanjosti so drugi ljudje in živali in vse. Ne? In jaz vedno rečem, da je najprej treba rešiti zelo bližnjo stvar, se pravi sebe. Ne? Se pravi sebe rešiš, ljubezen je avtomatska, potem se širi ven. Ne? Tako da meni je v bistvu pokazal stvari, zaradi katerih jaz iščem potrditev konstantno in kakšna bolečina izhaja ven iz tega. Ne? In potem sem imel nekako, jaz tako rečem, terapijo samim sabo, ker sem se nekako ločil, nisem več bil ena stvar ali pa en ego, ampak je bil ta nižji jaz, pa nekaj drugega, sta imela interakcijo lahko med sabo. Ne? In takrat sem se, oziroma ta mali ego, mali Klemen, ni imel druge opcije, kot se podrediti nečemu večjemu. Ne? Lahko je to znotraj mene, zunaj mene, Bog, različne stvari. Ne? In ta podrejenost je bila ključna za spremembo, no? Ker sem preveč visoko letel. Torej, ta zdrava ponižnost, ne? V bistvu te mogoče je prizemljilo, mogoče, da si drugače videl sebe oziroma življenje nasploh. Ja, videl sem, da je to, da visoko letam kot ego, je bolečina za sebe in za druge. In ko to veš, se ne rabiš niti truditi delati drugače, ne? Ker ti to razumeš. In jaz mislim, da je z razumevanjem vedno v življenju tako. Ne? Če se moraš ti prepričevati, tako kar ne ostaneš zjutraj, pa greš pred ogledalo, pa si govoriš, jaz sem Dejan. Ne govoriš si tega, ker ti veš, da si Dejan. In tako je z vsemi ostalimi razumevanji. Ne razmišljaš o tem, recimo, jaz sem dober človek, jaz delam dobre dejanja. Ne? Ti pač dober si in akcije iz tega same izhajajo. Ne? Tako da takrat, ko se ego odmakne, ko se podredi, ali pa ko se lev podredi jagnjetu, kot je v Svetem pismu. To je v vseh, sem videl, filozofijah v zgodovini bil ta motiv. In jaz mislim, da je nekaj na tem. Definitivno. Bova nadaljevala v kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije, z menoj krasen gost, Klemen Selakovič. Ja, Klemen, torej spustiti ego, ne, ta lažni ego Ahankara, ne, v sanskrtu, torej tisti en del nas, ki je pač na neki ravni iluzija, ne, ker pač, ko se enkrat poglabljamo vase, se zavedamo, ne, da smo ta brezmejna zavest, ne, samo na tem kratkem postanku tukaj na planetu Zemlja, ne, da imamo seveda določene izkušnje, ki so pomembne. Ne. Kako ti doživljaš v bistvu te višje dimenzije in kako to mogoče prizemljuješ v ta svet? Tukaj pomembna je prizemljenost, definitivno. Ne. Pomembno je spustiti čez vse nivoje našega bitja, vse te duhovne izkušnje. Ja, se absolutno strinjam z vsem, kar si rekel, ampak sem dostikrat slišal podobne stvari kot akcijo. Ne. Ti si rekel, moramo spustiti nekaj. In to se zelo enostavno sliši kot akcija. Jaz, spet smo pri egu, moram nekaj narediti. To je pa druga plat kovanca, vsaj v mojem življenju, ne? Ko neham delovati in pustim temu, kar je, vključno svojemu egu pustim, da dela, kar dela, ne? In ga nekako sprejemam z neko ljubeznijo. Da je spet, kdo to naredi, bova prišla hitro do paradoksov v teh debatah. Ne? Ampak jaz bi tako rekel, na koncu vsega je neka ljubezen, ne?
lahko rečemo brezpogojna ljubezen. In zdaj brezpogojna ljubezen, se pravi, ni pogojev, da je nek človek ta človek, lahko je nek drug človek. Če je brezpogojno, si agnostičen glede človeka. Agnostičen si tudi glede med drevesom pa človekom, je brezpogojna ljubezen. In to, po moje, je možno samo, ko se ta, tako kot sva prej rekla, ego umakne. In zdaj to mi, ker mi smo ego, ne moremo narediti. In s tem sem se jaz dostikrat sem zadev v to steno. Hočem priti nekam, ali je to neko razsvetljenje, ali je to med samo meditacijo želim priti nekam. In ravno ta želja je blokada do nečesa. In jaz, če odgovorim na tvoje vprašanje bolj direktno, jaz imam zelo tako perspektivo do življenja, da verjamem, da nimamo svobodne volje, da vsa volja, s katero jaz hodim čez življenje, je prišla od zunaj. In vsaka moja odločitev je tudi skupek nekih stvari, ki so se meni zgodile. Je to moja osebnost, vzgoja, starši, okolje, v katerem živim. In če to res začutim, vidim, da v bistvu ne rabim nič narediti. Ne rabim se prepuščati. Ne rabim iti v ljubezen. Ker ljubezen že je. To že si. To že je. In to je v bistvu samo sprememba zaznave, ki jo ne moramo mi narediti. Se nam spet zgodi. Brez volje. Ne moramo izsiliti nič, v tem smislu. V tem smislu. Kar se ima za zgoditi, se zgodi. In mislim, da imajo ta zelo dober izraz Wu Wei. Wu Wei je delovanje oziroma nedelovanje. Nedelovanje, In v bistvu to se da začutiti. To se ne da mentalno dojeti, to se ne da razložiti. To se da začutiti. In če ima človek to milost, da to začuti čim bolj pogosto, je to boljše. Če pa ne, pa pač ne. Ja, to so te izkušnje višjih stanj zavesti, ko se dejansko zavedaš, da si, ne vem, ali eno z vsem, ali zlit, ali pa da te sploh ni. V bistvu sem imel tudi take izkušnje, da tudi ta aj izgine, ta mali jaz in ga ni, sploh ne obstaja več, ki je presežen. To verjetno si o tem tako. Ja, jaz sem enkrat z očetom sva šla na 10-dnevno vipassano, meditacijo. Ja, ker se odvezuješ od vsega, Ja, v bistvu tam se marsikaj dogaja. Tudi en trenutek sem razmišljal, da je mogoče glih ta program tako narejen, da te pahne v neko depresijo, ker ti v bistvu takrat... Ti vse vzamejo. Ja, vse ti vzamejo. Impulze od zunaj, in vidiš, da trpiš zaradi sebe, zaradi svojega uma. Pa navezanost. Navezanosti na stvari, na sebe, na ugodje, na razne stvari. In en 7. dan se mi je po tistem sedenju, po meditaciji, zgodilo to, kar si prej opisoval, da je čez mene začel pihati veter, dobesedno izkustveno, ko sem bil zunaj. In me ni bilo. Ni bilo mene, ni bilo uma, ni bilo misli. In vse je bilo popolno. In vse mi je bilo zelo znano. In potem je pa ego želel to, to je neka pot do razsvetljenja, zdaj si ti ne vem kaj, in potem je to zginilo. Ja, hitro gre resnica, stran pol. Hitro gre, ja. Ko jo hoče to je enako kot Alan Watts je dobro dosti o tem govoril, kot da bi z isto dlanjo hotel svojo dlan prijeti, ali pa s konico tega prsta bi hotel se dotakniti te konice. Pač nemogoče je, v bistvu je paradoks. In vse, kar lahko narediš, je, da se sprostiš. In to je to. Let it be, Ja, in to pomeni, da nič ne delaš, Nič. Nedelovanje, Vse to v bistvu potem ni akcije in ni reakcije, to je zakon karme, V bistvu potem se ne ustvarjaš verjetno nove karme, Verjetno, si pol odrešen, ampak... Tle imaš, po mojem, imaš izkušnjo, kako je, recimo, to je pač izkušnja, verjetno neke osvoboditve ali karkoli že temu rečemo, ko v bistvu nisi ujetnik, ne svojih misli, ne ega, ne čustev, ne vem česa, ampak lahko samo si, in si v stanju neke blaženosti, neke pač ekstaze, karkoli že. Svoboden, Svobode, Svoboden si, Miren v bistvu, popolni mir.
Ja, lepa stanja, ampak kakor sva za psihedelike govorila, jaz to vidim čisto isto. Pol prideš nazaj, se vklopi, je del vsega. Moraš biti tudi prijatelj z njim, s svojim egom. Ja, jaz vedno pravim, ne ga odrivati stran, ker potem seveda tisto, o čemer se upiramo, tisto raste in še več energije damo v upor in imamo še več tega. Torej, sprejemanje je ključno, sprejemanje vsega, kaj bi rekel. Jaz se dobivam z enim gospodom enkrat na teden, on je precej dejaven oziroma nedejaven v zen budizmu. In on me vedno nekako, bom rekel tako, v narekovajih okrega, ko se grem to filozofijo. Ker, tako kot sva rekla, mi dva lahko razglabljava, prideva do paradoksov, potem prijeva spet nazaj. Vse je v redu, Vse je v redu, tako kot je, vključno s filozofijo, vključno z nefilozofijo. Štihanje vrta, ne štihanje vrta, vse je pač ok. Tako da mi, ki razmišljamo, pa poslušamo te oddaje, pa poslušamo podcaste, mogoče je dobro, da se zavedamo, kaj želimo doseči z znanjem, besedami, dejanji. Pa zakaj to želimo? Zato, ker nismo v redu. In pa se vprašamo, kako bi izgledalo, če bi ta trenutek bil v redu. Kakršen pač je. Zdaj to gleda ne vem koliko ljudi, vsak ima čisto drugačen trenutek, ampak vprašanje je lahko isto. Kako bi to izgledalo, če bi bil ta trenutek popolnoma v redu? A je lahko v redu? Kdo definira, a je lahko v redu ali ni v redu? Jaz. In kaj se zgodi, če začnem jaz trenirati ali pa dam namero v to, da so trenutki, ki jih imam, v redu. Da so ok, vključno s težkimi. In to meni osebno je pač najbolj, bom rekel, da me je potiskalo v mir. Niti ne v boljše življenje, slabše življenje, to so igrce neke. Ampak to v mir, da je kakor je v redu. In s tem pride nek pogum do življenja, pa neka ljubezen do vsega, kar se dogaja. In psiha se v tem uspočije, vsaj moja. To je tista, kar rečemo, vse je prav točno tako, kot je. Ja. Dobro, slabo, karkoli se pač že dogaja. Mi dajemo nalepke, dobro ali pa slabo, v resnici samo je, vse samo je. Ja, in moramo odgovornost prevzeti za to, kar delamo. In to je mogoče ta karma ali pa mi moramo odgovornost prevzeti, ni vlada kriva, svet, koliko plastike naredimo. Ja, kako ti ravnaš, vsak posameznik. Tvoj odnos do tega. Tvoj odnos, Ti tudi 10% zagovarjaš, da se da od vsakega prihodka v preverjene dobrodelne fundacije in praviš, da tudi govoriš o tem, da je treba govoriti o tem, mogoče kakšna beseda na to temo še. Ja, to se je pa enkrat zgodilo po mojih potovanjih. Jaz sem zadnje 6 let bil večinoma okrog, spet bežal sem pred nečem, ampak to je mogoče tematika za drug pogovor. In sem na ulici Manile, to je prestolnica Filipinov, sem bil, dobil sem klofuto, videl sem v bistvu ljudi, družine na tleh, brez vsega. Jaz sem pa isti trenutek bil lociran v hotelu, 20 metrov zračne razdalje stran od njih, v nekem razkošju, nisem bil pa v dobrem stanju. In ta stvar, oni nimajo, jaz imam vsega preveč in nisem v dobrem stanju, me je ful šokirala. In sem rekel, ne smem več zunaj iskati svojo srečo ali pa mir. In takrat sem rekel, mogoče ena sestavina dobrega življenja je to, da se odrečeš nekaterim stvarem, zaradi katerih nisi ti zaslužena. Mina sem se tukaj rodila, eni verjamejo, da si sam izbrala, ampak jaz osebno ne. Srečo sem imel, da sem se tukaj rodil. Srečo sem imel, da sem se rodil s takimi možgani, s takim umom, s katerim lahko služim denar, imam višek denarja. In s tem lahko pomagam nekaterim, ki pa niso imeli te sreče. Mogoče bom jaz enkrat, oni enkrat ali pa se istočasno vse dogaja. Tako da se mi zdi, da je za neko fizično dobrobit človeka pomembno, da se tega zaveda pa da pomaga drugim. Definitivno, Vsak lahko verjetno pomaga na svoj način, recimo eden na ta način, drug mogoče drugačen.
Pomembno je pa, da delimo tisto, kar imamo in da delimo sebe z drugimi, tisto, kar je naš potencial in na ta način doprinašamo svetu tudi na neki ravni. In najbolj sebi. In najbolj sebi. Najbolj sebi. Ja, dejansko potem se 100 ali pa 1000kratno povrne, lahko rečemo, ko res daš srcem naprej. Odlično, ja. Ok, drugače si pa oblikovalec, mogoče še kakšna izkušnja iz tega področja, veliko nagrad si, sem bral, že prejel, z velikimi podjetji tudi delaš. Kako pa to, recimo, tvoje to poslovno področje in potem ta povezava z nekimi duhovnimi ali pa pač višjimi nivoji? Ja, vse je zelo povezano med sabo, bi jaz rekel. Se pravi, ta želja po bogatstvu, želja po uspehu je ravno ovira proti temu uspehu po bogatstvu. In ko sem jaz nekako začel v biznisu ali pa na sestankih podobno delovati, se pravi, sem imel namero, jaz pa želim temu deležniku pomagati. Ne prodati nekaj, da bom jaz imel. Takrat se je v bistvu ta uspeh ali pa tudi monetarni uspeh šel na steroide. Tako da jaz tudi mlade, ki pridejo do mene, pa recimo, da hočejo, da jim malo pomagam glede biznisa, vedno povem to, da ne delaš zaradi tega, da boš imel ti nekaj od tega, ker to se avtomatsko zgodi. Ti v bistvu si naravnan, da pomagaš vsem, kjerkoli, kakorkoli je to mogoče in avtomatsko boš dobil povrnjen veliko več. Ampak to ni pomembno, koliko boš imel povrnjen. Ta zelo iz Bhagavad Gite mi je najljubši citat od vseh citatov, kar sem jih slišal v življenju, je upravičen si do svojega dela, ne pa do sadov svojega dela. In to je v bistvu ta duh, s katerim jaz probam tudi v biznisu delovati. Jaz delam to zato, ker je fajn to delati, ne zato, da bom plačan na koncu. Tisto je pač posledica, stranski učinek. Tako da, ja, drugače pa podobno, ko recimo dizajniram ali pa ko delam, to stanje flova, ko jaz zgine. In se zlijem v tem primeru z računalnikom, zlijem se s tem delom, in neka stvar sama prevzeme, to kreativnost. In tukaj so mogoče neke povezave, ki so koristne. Da v bistvu integriraš vsa ta duhovna izkustva v real life, v vsakdanje življenje, kar je ključno. Seveda, ja, mislim, da je. Ker dosti ljudi je malo pol odzemljenih, pa pozabijo, da je treba tudi tukaj živeti, trdno z nogami na tleh in odbluzijo. Tudi Adrian dobro reče. Jaz sem njega vprašal na svojem podcastu, bil je tudi, bo tvoj gost. Je bil, ja, že. Je bil že. In sem ga vprašal, kje je v bistvu glih ta prava, kako bi rekel, raven tega, da se ukvarjaš z duhovnostjo. In kdaj recimo lahko rečeš, da si nefunkcionalno, recimo vidiš neke duhove, vidiš neke spirite, povezan si z njimi, pogovarjaš se z njimi. Kako veš, a je to dobro ali je to slabo? In je ful dobro rekel, koliko si ti lahko funkcionalen v tem fizičnem svetu. Ker če boš s tem grenil življenje svojih bližnjih, boš grenil življenje svojim sodelavcem, te bojo prišli iskat, te bojo v polje pelali, to nisi nič naredil v bistvu. Toda jaz mislim, da ni s tem nič narobe, če vidiš neke druge svetove ali pa zaznave. Ampak da veš, da se tukaj živi na fizičnem nivoju tudi. Tako, ja, je fajn imeti to v mislih. Da znaš balansirati, da ne odtavaš preveč. Če imaš to srečo. Če imaš to srečo, da ti rata vse uskladiti na neki ravni. Ok, kaj pa meniš o karmi? O karmi? Ja. Jaz menim, da recimo ta izraz, kot ga jaz razumem, pomeni akcija. In v bistvu samo to, zelo enostavno, zelo racionalno, sekularno, mislim, da to pomeni v mojem življenju, da ko naredim neko akcijo, bo iz te akcije prišla posledica. Ne v drugem življenju, zdaj.
Ker mi radi bežimo v prejšnja življenja, v naslednja življenja, to vse ne vemo. Ne vemo, ne. To je naš ego, želi obstajati. Jaz ne verjamem, da bo moj ego po smrti obstajal, ne. Mogoče bo kaj drugega. Ampak karma pa tako, ne. Če imam neko stopnjo zavedanja, da razumem, tako kot sem prej govoril, da moje akcije bo imele neposredno posledico zame. In če to razumem, bom avtomatsko boljše akcije delal. Tako jaz to razumem. In mora biti človek samo malo pozoren v svojem življenju, ko nekaj naredi, pa pol posledice tega. Kaj sledi? Pa kolikrat zdaj moraš dobiti to lekcijo, da jo boš ponotranjil. In tukaj so pač neke prakse, meditacije ali pa te, kako bi rekel, opazovanja tega, kar je, bi jaz temu rekel, zelo koristne, ker ti ojačajo to mišico, da več vidiš, pa več razumeš v svojem življenju. In akcije se pol avtomatsko spremenijo in si boljši človek in imaš boljše življenje in zaradi tega, ker imaš boljše življenje, si lahko še boljši človek. Pa še in to gre v nedogled. Odlično bo nadaljevala po kratkem predahu, tako da se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasen gost Klemen Selakovič. Klemen, kaj pa tehnologija? Na tvojih podcastih se veliko tudi dotikaš te tematike, tehnologija, mogoče ta transhumanizem, možnosti zlorab, vse te tehnologije, ker vemo, zdaj gremo kot človeštvo v to smer. Mogoče je kakšna beseda na to temo? Tako kot vse stvari sem pri sebi začel raziskovati, kaj v bistvu lahko povzroči pretirana uporaba nekaterih orodij, ki so sicer koristna. Tukaj imam predvsem v mislih družbena omrežja. In takole je, mene je zelo pomagalo razumevanje dveh hormonov v našem sistemu, in sicer dopamin pa serotonin, ki sta na nek način inverzna, ti si zdravnik. Neurotransmiterji so to, V bistvu isti uporabljata pathway, kako se reče. Pot, Isto pot. Signalno pot, Tako. In zdaj tako, serotonin je nek hormon sreče, hormon tega, da se počutiš povezane z drugim, da se počutiš zadovoljnega, medtem ko dopamin je hormon užitka, in je nekako narejen bil za učenje, se pravi, da organizem nekaj naredi in prek tega dobi signal dopaminski, to, kar sem zdaj naredil, je bilo dobro. Se pravi, v neki pradavnini sem najdel pan medu, sem probal med in sem dobil dopaminski boost. In to je bilo zelo dobro takrat, ker sem najdel visokokalorično hrano. Zdaj pa, s tehnologijo imamo mi en problem, zato ker je teh dopaminskih stvari so v obilju in so zelo poceni. Se pravi, cukor, kar sem rekel, družbena omrežja, lajki in podobno. In človek more nekako sam sebe opazovati ali pa razumeti, da pretirano dopaminčkanje ali pa pretirana uporaba stvari, ki sprožajo dopamin, vodijo v nesrečo. V odvisnost in nikoli ne bo dovolj. In to je glavna stvar, ki smo se tudi prej govarjali. Nisem ok, se pravi, nečesa ni dovolj. Ni dovolj nekega občutka. In s tem si glih pokvarimo v bistvu ta občutek, da je nekaj dovolj, kar pa glih serotonin sproža. In zdaj vsa ta družbena omrežja pa morajo bazirati na dopaminu, zato ker ta podjetja, ki prodajajo te produkte ali pa te produkte promovirajo, delujejo na podlagi oglaševalskega modela. In oglaševalski model rabi, da so ljudje čim več časa na teh napravah. In kako nekoga prepričati ali pa kako nekoga privabiti, da je čim več na napravi, uporabiš dopamin. In vse te lajki, vse te mehanike, ki obstajajo v teh produktih, so narejene za dopaminske booste. In to sem pri sebi opazil, to sem opazil pri mladih, ki so vedno bolj v tem. In sem začel tudi veliko govoriti o tem, tudi iz vidika tega, ker sem
oblikovalec pač teh uporabniških izkušenj, da mi, ko to oblikujemo ali pa ko se odločamo, da moramo biti moralni pa humani okoli tega. Ne. Moraš vedeti, kakšno družbo soustvarjaš in ali je to res najboljša, ne, da so ljudje čim več časa na napravi. Ne. To je dobro za biznis pa profit, ampak s tem se družba malo gnije ali pa malo gre v neka depresivna stanja, ne, ker nikoli ni dovolj. Tako da iz tega vidika je treba biti pozoren na vse te hlastanje po užitku ali pa užitkarstvo, ne. Ker užitek ti na dolgi rok vzame dušo. Ne. Ja, če zares, ne. Ja. Zaciklen si pol v to, ne, in ne moreš ven. Ja. Samo to ti da rešitev, ki je začasna, ampak ravno ta rešitev ti povzroča ta problem. In si v začaranem krogu, kar je pač definicija odvisnosti. Ne? In nikoli ni dovolj. Ne? In treba je malo pač presekati. Ne? In zato jaz tudi veliko govorim o meditaciji, ki je kontra samo temu, ker v bistvu se usedeš, zapreš oči ali pa imaš tudi odprte, se čisto vseeno in probaš biti, ampak probaš biti zadovoljen s tem, kar je. Ne? In ne hlastaš po neki izkušnji novi. Ne? In s tem v bistvu nekako se duša zdravi, bi jaz rekel. Ne? Na isti način. Tako je. Torej to nedelovanje. Ne? Nedelovanje. Sva prej govorila. Ja. In si zlidil sem torej ta non-dual, nedualni nivo, ne? V bistvu na neki ravni. Ja, zdaj greva v dualnem svetu, v nedualnost, kar je nemogoče. Ampak nekaj je tam. No. Sej vem, da veliko ljudi je začutil te stvari, vedno več se jih prebuja. In zato tudi te tematike, ki jih jaz pa ti pokrivava, najdejo publiko, ker se ljudje postovetijo, ko slišijo nekaj in rečejo, ja, jaz imam tudi izkušnjo s tem, ampak tega ne moramo izustiti. Smo pač skupaj v tem noter, v tej juhi, ki vpliva druga na drugo, tako da je fajn. Tako je. Ja. Ok, še kakšna beseda za zaključek o transhumanizmu, kaj meniš o tem? Jaz imam rad tehnologijo, jaz imam rad človeštvo, jaz imam rad razvoj, tako da jaz nisem negativno nastrojen proti razvoju. In jaz mislim, da gremo v to smer, kjer se bo človek preobrazil, ali se bo zlil skupaj s tehnologijo. To je za nekoga zelo strah ga je tega. Ne? Ampak jaz mislim, da je vse naravno. Da mi, ljudje, smo del narave in vse, kar mi povzročimo, je tudi naravno. Ne? Tako da bolj gledam to tako celostno. Ne? Če se bomo uničili, se bomo uničili. Plastika, ki je na tleh, zdaj sem bil na teh plažah peščenih, zelo lepe, pa je plastika. Ne? To je naravno, zato ker smo mi to naredili, mi smo del narave. Lahko pač poberemo, če se bomo hoteli rešiti, bomo nehali to delati, ne? Ampak to je vse naša odgovornost. No. Tako da, glede transhumanizma, verjetno bomo šli v zlitje z stroji, z umetno inteligenco, ali pa bomo živeli v neki simulirani resničnosti. Ampak kdo pa lahko reče, da ni že to simulirana resničnost? Tako da, iluzija. Matrice. Maja. Ja. Tako da jaz mislim, da je to samo en nivo, gremo v drug nivo, v tretji nivo, nivo v nivoju in nismo prvič šli čez to. No. Tako da nimam nobenih, kako bi rekel, negativnih stvari do tega transhumanizma. Se mi zdi naravno. Okay. Dosti ljudi pa zagovarja zdaj, da pač rabimo izstopati ven iz teh sistemov, ne? Iz matric, ki so sistem v sistemu, ne? In se na neki ravni pač osvoboditi. Ja, tudi to je naravno. Tudi to, ne. Ja. Del procesa. S kakšnim duhom počneš katerokoli stvar, bi jaz rekel, da je mnogo bolj pomembno, kot kaj počneš. Tako je, odnos do tega. Ne. Tako ja, če gledamo zelo lokalno, lahko rečemo, nekaj je slabo, nekaj je dobro. Ne. Če pa gledamo zelo globalno, pa lahko rečemo, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, iz tega smo naredili OZN, a je bilo to res slabo, mogoče smo preprečili tretjo svetovno vojno, ker je bilo toliko grozno v drugi.
na globalnem nivoju zelo težko rečemo, da je nekaj slabo ali pa dobro. Ne? Vse pač samo je. Tako je. Na lokalnem pa se lahko pogovarjamo. Ja. Tako. Ja, nažalost se nam je čas iztekel, še bi klepetal s teboj, res sva šla kar precej globoko, bova še kaj naredila. Ja. Tako da hvala ti za vse, kar si, vse, kar delaš, moj poklon, spoštovanje. Hvala tudi tebi. No. Hvala. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Prebujeno srce Slovenije. Hvala vam, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.